Spoštovani gledalci in poslušalci, dobrodošli v novi, lahko rečemo tudi kar ekskluzivni epizodi našega podcasta Vroča tema. Danes se podajamo na neverjetno zgodovinsko in tudi geopolitično potovanje, ki se morda na prvi pogled sliši kot mit, a je v resnici potrjeno zgodovinsko dejstvo. Ko danes pomislimo na Združene države Amerike in njihovo skorajšno 250. obletnico neodvisnosti, pomislimo na Thomasa Jeffersona in predvsem tudi na njihovo deklaracijo neodvisnosti. Toda ali ste vedeli, da so temeljni kamni najmočnejše demokracije na svetu tudi neposredno povezani z našimi predniki, Slovenci, s knežjim kamnom, z ustoličenjem slovenskih knezov. Ja, in že v 7. stoletju je v Karantaniji prvi slovenski in slovanski državi potekal edinstven obred ustoličevanja knezov, ki v takratni fevdalni Evropi ni imel primere. Pri nas oblast ni bila dana od Boga, bodočega kneza je na knežjem kamnu v slovenskem jeziku izprašal svobodni kmet in šele z odobritvijo ljudstva je slovenski knez v slovenskem jeziku prevzel oblast. No, ta revolucionarni koncept pa je izviral tudi, in da je izviral iz ljudstva, je v svojem delu opisal francoski filozof Jean Bodin. In prav to Bodinovo knjigo je prebiral in si v njej in na nekaterih straneh o karantanskem obredu s svojimi začetnicami označil sam Thomas Jefferson, preden je napisal ameriško deklaracijo neodvisnosti. Tako da zibelka sodobne ameriške demokracije in njena družbena pogodba imata torej globoke korenine v slovenski zgodovinski dediščini in v zametkih takratne slovenske demokracije v tedanji Karantaniji. Zanimiva povezava in marsikdo tega pravzaprav ne ve. Da bi razpletli to fascinantno zgodovinsko vez in analizirali preteklih 250 let vojn, moči ter trenutno stanje ameriškega imperija, se nam je danes v studiu pridružil izjemen gost, krasen sogovornik, z nami je človek, ki svet pozna dobesedno na dlani, raziskovalec, ki je obiskal več kakor 160 držav in kot prvi Slovenec stopil tudi na južni tečaj. Z nami je profesor dr. Bogomil Ferfila. Profesor, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Zanimiva, ne, ta analiza, oziroma da v bistvu je Thomas Jefferson se zgledoval po zapisih nekaterih, ki so spremljali in analizirali ustoličevanje slovenskih knezov kot nek pojem najbolj čiste, pristne demokracije, kako izbirati svojega vodjo na najbolj demokratičen način. Ko zdaj to povežemo, ne, z policajem številka 1 na svetu. Ja, to je, kaj je bilo Jeffersonu najbolj všeč, ker kaj je glavna poanta deklaracije o neodvisnosti iz leta 1776. Začne se s tem, vsi ljudje so enaki in vsi ljudje imajo neodtujljive pravice. In seveda, to mu je bilo zelo všeč, ker je potem kmet ustoličeval vojvodo in s tem dokazal, da sta kmet in vojvoda, bi rekel, enakopravna. Ne? In v tej deklaraciji so potem oni razvili naprej, da ena od neodtujljivih pravic vsakega človeka je, da da soglasje za vladanje in seveda oni so potem to povezali z Veliko Britanijo, češ da Velika Britanija oziroma takrat angleški imperij ni imel soglasja Američanov, da jim vlada, in od tu so potem izpeljali deklaracijo o neodvisnosti in začeli ameriško revolucijo kot boj proti angleškemu imperiju in potem za neodvisnost, bi rekel, takratne ZDA. Ja, še eno povezavo imamo malce Slovenijo, ne, da tole Jeffersonovo branje, ne, je pred pisanjem ameriške deklaracije o neodvisnosti, ko sem omenil to Bodinovo knjigo, no, v 60. letih 20. stoletja pa je slovensko-ameriški profesor Joseph Felician odkril ta izjemen dokaz, da je res Jefferson v svoji osebni kopiji knjige s svojimi začetnicami posebej označil celo tisto stran, na kateri je opisano ustoličevanje karantanskih knezov. Kako nas pelje ta zgodba, ne, od Gosposvetskega polja do Bele hiše. Do Bele hiše, evo. No, sedaj imamo podobno situacijo, ne, ko imamo pa v sami Beli hiši, imamo, bi rekel, eno čudovito predstavnico slovenskega naroda, jaz bi rekel, najbolj sveti artikel Slovenije v ZDA, ki jo dejansko tudi vsi dobro poznajo. Jaz kjerkoli po svetu hodim, torej in po Ameriki, in zdaj sem se vrnil iz Afrike, ne,
Torej, ko omeniš Melanijo, seveda vsi vedo, da je iz Slovenije, je pa res, da potem ne vedo nič o Sloveniji. Ja, če se malce dotaknemo še te zgodovine, ki je bila precej temna, ne, v smislu sužnje lastništva, v smislu krvavih vojn za tiste čase, glede na število prebivalcev, so bile to res enormne žrtve. Ne. Če pustimo potem prvo in drugo svetovno vojno, govoriva zdaj v 18. stoletju in pa začetku 19. stoletja, ko se je Amerika nekako, najprej so imeli 13 držav, potem so seveda od Francozov kupili Louisiano za smešno ceno, za 15-kratnih milijonov dolarjev, kar je nepredstavljivo malo, ne. Mislim, da je 4 cente na acre, na ar njihov, ne. Potem pa seveda ta nakup Alaske, nakup Alaske tudi, od Rusov tudi, ne. In potem se je začela oblikovati ta današnja zgodba Združenih držav Amerike, ampak preden so prišli do te forme, ne, je bilo potrebno preliti pa ogromno krvi. Z Angleži, s Francozi, z Mehičani, pa še seveda z Native Americans, torej z domačini, ki so bili tam več kot 1000 let praktično nedotaknjeni. Kako gledate vi na ta premik vsega tega na jugu sužnje lastništvo, potem seveda boj za krzno, zdaj malce mešam stvari, ampak vseeno ogromno je tega za razložiti, takole v 1 ura je premalo. Če bi šli recimo samo po desetletjih, bi bilo morda ravno prav časa, ne? Zanimivo je to, ne, da seveda mi sedaj, ko gledamo Ameriko danes, jo smatramo, da je bila vedno taka. Se pravi, da je segala od New Yorka torej od Atlantika do Pacifika praktično 3-4 tisoč kilometrov. Jaz se spomnim, ko sem živel na severovzhodu Amerike, torej v državi Washington, katerega prestolnica je Seattle, in potem zraven, tam sem nekaj časa predaval v Pullmanu. In sem v bistvu spoznal, da so beli naseljenci do tam prišli pravzaprav šele pred 150 leti. Se pravi, ne glede na to, da je Amerika se začela, torej te 13 kolonije, teh 13 kolonij je bilo osnovanih nekje v začetku 18. stoletja, je pravzaprav tam v sredini torej koncem 19. stoletja so Američani pravzaprav prišli čez celo celino. Medtem, kot ste omenili, je bila ta tragična zgodba z Indijanci, ki so seveda tam živeli tisočletja in so doživeli tragično usodo. Naprimer, jaz potem, ko sem kasneje tudi veliko hodil v Kanado, zadnjih 20 let sem hodil tudi v Kanado, je bilo zanimivo, da se je veliko Indijancev iz ZDA obrnilo v Kanado, preselilo v Kanado in naprimer jaz sem tam stanoval v Manitobi, to je provinca na sredini in tam je ogromna koncentracija Indijancev. Kajti v Kanadi, za razliko od ZDA, pa ni bilo nobene vojne z Indijanci in so se vsi Indijanci ohranili in marsikje jih je bistveno več kot belcev. Ja, se tudi v Kanadi so njihova imena Toronto, Ontario, Mississauga, to so vsa imena indijanskega jezika in imajo svoj pomen. Ne? Tako da in oni so ohranili nekako ta native, to, od domorodcev to nekako imena in pa spoštovanje do njih, čeprav seveda so jih tudi malce naplahtali, ne, na drugačen način. Ne. Dali so jim neke svoje ta ozemlja, kjer lahko seveda bivajo, praktično ne plačujejo davka in imajo določene ugodnosti, kar se tiče tudi odpiranja kazinojev, igre na srečo in tako naprej. Dali so jim nekaj, kar jih je dejansko tudi veliko stalo. To je res, ampak potem kaj se bo pokazalo potem kasneje? Nekatera ta ozemlja, ki so bila na začetku brez vrednosti, se je pa potem pokazalo, da so tam velika rudna bogatstva. Ja. Nafta, plin, razne rudnine in potem so bile seveda zgodbe, oni so jim potem za to mogli nekaj plačati. Spomnim se tudi teh kazinojev. Jaz sem hodil potem po teh kazinojih, ki so jih samo Indijanci imeli pravico odpirati, vendar se spomnim, potem so pa nekateri kolegi so rekli, ok, sej,
kazinoji so res Indijanci, v teh kazinojih dejansko Indijanci tudi delajo, so rekli, ampak kapital je pa pogosto mafijski. So rekli, veliko mafijskega kapitala je vložena v te igralnice. No, ampak tukaj je ena zanimivost, ki sem jo doživel, ko sem hodil v Kanado in bi jo nekako primerjal tudi s položajem Afroameričanov, črncev v ZDA. Podobno situacijo sem naletel tudi v Avstraliji in Novi Zelandiji. In sicer situacija je ta, da nekako prvotni prebivalci, Indijanci v ZDA, tudi prepeljani Afroameričani iz Afrike v ZDA, se nekako ne morejo vživeti v sodobno dobo. Ne. Jaz se spomnim, ko sem začel hoditi v Kanado, na glavnih ulicah so Američani, so Indijanci ležali pijani in drogirani, skoraj nisem mogel z avtomobilom jem pridati. Ne. Torej, enako je tudi z Afroameričani v ZDA. Lejte, v Ameriki, v največjih mestih, kjer so črnski predeli, ti praktično se ne upaš vstopati v te predeli. Američan, ko pride v Evropo, bo vedno vprašal, a lahko hodim po celem mestu, pa ne zastopa zakaj. Seveda, zato, ker ve, da v velikih ameriških mestih, zlasti v črnskih predelih, tam ni vstopa. Ne. Se pravi, niti Afroameričani, niti Indijanci, podobno je tudi z domorodci v Avstraliji ali pa z domorodci v Novi Zelandiji, se nekako ne morejo prilagoditi na sodobne načine življenja, za razliko od žena. Naprimer, ti imaš afroameričanske žene, ki se šolajo, ki so zaposljive, ki delajo, ampak pri moških je to torej nek fenomen, ki je težko razložljiv, ampak je pač dejstvo. Ja, če govoriva zdaj o sužnjih, recimo, ne, ki so jih pripeljali tja že stoletja, ne, ko se je praktično Amerika osvajala, tudi že pod Španci, ne, so prihajali seveda sužnji tja in tako naprej. Potem seveda, ko so spoznavali ta karibska, bahamska otočja, ki so seveda nekako jo kar srečno odnesla potem, da jih Amerika ni vzela kar za svoje, ne. Ampak ta jug Amerike je pa bil, kar se tiče seveda tistih pol bombaža, tobaka in vsega, kar se je kasneje gojilo tam, zelo podvrženi težkim razmeram. Tudi filmi so številni, ne, ki so pričali o teh zgodbah, ampak film je eno, realnost je bila pa precej bolj kruta in recimo zanimivo je, ne, ko sem prebiral malce zdaj to zgodbo o ameriški neodvisnosti, recimo George Washington, ne, predsednik ZDA, je imel kar 600 sužnjev, ne, on sam, čeprav so se borili za to, da bi odpravili sužnje lastništvo, ne, tako da tukaj je ogromno še skritih zgodb, ki niso se tako svetle, ko je govora o deklaraciji neodvisnosti in pa o teh tezah, ne, da smo vsi moški, ki se rodimo pred Bogom enaki. Ne? Ja, lejte, jaz približno 45 let hodim po svetu in vsako leto obiščem vsako celino. Zdaj sem ravno prišel z Afrike in eden krajev, ki sem jih obiskal, je bila, mislim, da slonokoščena obala in tam sem ravno obiskal trg, na katerem so zbirali sužnje, ki so jih vozili v Ameriko. No, bom vseeno dve stvari povedal tukaj, ki sta zanimivi, pa verjetno ljudje ne vejo. V Ameriko, ampak s tem seveda ne mislim samo Združene države, a veste, to je spet ena fama. Mi mislimo, da so največ Afroameričanov sužnje odpeljali v ZDA. Ni res. Večina so jih odpeljali v latinskoameriške države, zlasti otoke, Jamajka in druge te otoke. Odpeljali so približno 20 milijonov Afričanov. Vendar, in to je fenomen še danes, ne, zaradi velike rodnosti v Afriki pravijo, da se ta manjek sploh ne pozna. In tudi danes, če gledamo, lejte, jaz pozorno spremljam to rodnost po celinah in tudi po državah. Od vseh celin sveta, ali pa če hoče praktično od vseh držav sveta, so samo v Afriki je rodnost takšna, ki zagotavlja povečevanje števila prebivalcev. Vse ostale celine se prebivalstvo zmanjšuje. Celotna Afrika. Celotna Afrika, razen dejstvo je, da morda najbolj razvite države, to je tudi zanimivo, ne, ko se država razvije, rodnost pade. Ne. Naprimer, v Sloveniji
je rodnost, naprimer 1,5, morali bi imeti 2 otroka, več kot 2 otroka na ženo. Zanimivo je, naprimer, da najmanjša rodnost, tukaj je težko razložiti, najmanjša rodnost je naprimer v Južni Koreji, ena od najbolj razvitih držav, kjer je rodnost približno samo 40%, sprav 60% rodnost manjka, da bi se prebivalstvo obnavljalo. Zdaj, kar pa se tiče teh sužnjev v ZDA, je pa, torej, to je morda, jaz bi rekel, poleg indijanske zgodbe, ki je tudi tragična, je to seveda ena zgodba, ki nekaj moramo vedeti. Ko je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti in to vsi ljudje smo enake, takrat črnskih sužnjev v ZDA še ni bilo. Oni so prišli kasneje s španskimi ladjami. Vendar ta proces, bi rekel, da se je Amerika osvobodila tega zla suženjstva, je trajal praktično od konca 18. stoletja, torej, oziroma začel se je s to deklaracijo, ko so proglasili vse enako, vendar sužnje, preden so odklonili suženjstvo, je trajalo, 100-150 let. In tu ne smemo pozabiti, šele 1965. leta je ZDA končala segregacijo. Ja. Jaz se spomnim, ko sem učil jahanje v Alabami, približno 10 let kasneje, pa sem s konjem prijahal v neko črnsko vas. In mi ni bilo jasno, zakaj so ljudje začeli bežati pred mano in se poskrili po hišah. Oni so se še spominjali kluk in na konju, ne? Na konjih, ne? Tako da pravzaprav, ko sem začel hoditi v Ameriko, sem pravzaprav videl, da so nekatere stvari, bi rekel, kot sem že rekel, tisto prodor belcev do Seattla, osvoboditev črncev, da so se te stvari pravzaprav zgodile šele nedavno, ne, v sredini 20. stoletja pravzaprav. Je bila Amerika, bi rekel, dokončno osvobojena vseh teh spon preteklosti. Ja, pa tudi takratna državljanska vojna, ne, ki se je ravno dogajala v tem obdobju, ki ste ga ravnokar omenjali, ne. Sever-jug, ne, in potem seveda prihod Lincolna, s to proklamacijo, emancipacijsko tudi, ne, in pa kasnejšim 13. amandmajem zagotovil svobodo 4 milijonom ljudi. 4 milijonov Afroameričanov, ja, ne? Ob tem, da so imeli pa 600,000 žrtev vojne, za takratne čase je bilo to ogromno, ne. Tako da ta zgodba o začetkih, o povojih ameriške zgodovine ZDA, ne, je razdelila Ameriko. Absolutno. In še danes nekako je to čutiti. Ne? Imamo Martin Luther Day King, ne, ki spominja na seveda velikana, ne, ki je dejal... Čeprav zanimivo pa je, naprimer, ta delitev, ne, pa je v bistvu šlo je 4 milijone prebivalcev, ne, če pa gledamo, glede Indijancev, pa te delime ni bilo. Ne. Zamolčana zgodba, predvsej ne, o Indijancih. Ne. Prosim? Predvsej zamolčana je ta zgodba. Ja, se pravi, ni bilo te delitve znotraj ameriške družbe, ker seveda šlo je takrat za življenjski prostor. Ne? Oni so rabili tista ozemlja in so se postopoma širili, kot pravim, do zahoda, do Seattla so prišli, ne vem, pred 50 leti šele. Ne? Ja, seveda, to je tudi zanimiva zgodba. Ne? Ampak so ga pa tam imeli pod kontrolo malce južneje, pa Španci takrat, oziroma Mehičani. Ne? Absolutno. Zgodovinsko gledano, ne, je bil tisti del Amerike, v bistvu pripadal Mehičanom. Zakaj to razlagam, bo že povezala, ne, s tem zidom, ki ga je Trump, ne, želel narediti. Ne. V bistvu je bil tisti del Amerike precej mehiški in precej španski. Ne. Še dolgo časa pred prihodom Američanov na tiste konce države. Ne. Tako da so tam Mehičani bolj doma, kakor pa vsi ostali, ki so prihajali tja. Ne. In seveda tudi... To je nedvomno, res, ne. Je treba povedati, da tudi pri uspehu ameriške revolucije so igrali svojo vlogo in Španci, torej zlasti pa Francozi, ki so tu videli priložnost in tudi Nizozemci, da napadejo Veliko Britanijo, da jo oslabijo in so to seveda Američani s pridom izkoristili, da so se osvobodili takrat britanske nadvlade. Takrat so potem Francozi prišli, no, kasneje so potem kupili Louisiano od Francozov, vendar to je bilo obdobje, ko sta si, bi rekel, te glavni svetovni kolonialni velesili takrat, to je bila že Velika Britanija pa Francija,
Pred njima je bilo zanimivo, ne? Včasih, če gledate bolj nazaj v zgodovino, kolonialno ekspanzijo je začela Portugalska in Španija. Ne? Pa še Nizozemce morava tukaj dodati. Pa še Nizozemske moramo prišteti zraven. Ne? Zaradi New Yorka posledično. Ne? Tako, tudi Peter oni so imeli ki je svoj pač delež, prišel kot z ladjo tja, ne, na Manhattan. Ne? Ampak to je zanimivo, ne, da naprimer Portugalska pa Španija, ki sta prvi začeli kolonialna osvajanja, pravzaprav cela Latinska Amerika je bila španska, Portugalci so šli proti Japonski, sta pa danes pravzaprav prejemnici pomoči Evropske unije. Sprav, mogočni kolonialni velesili, ki sta seveda osvojili neskončna bogatstva, zlata povsod po Ameriki, ne, sta danes pravzaprav dobro, na evropskem proračunu, na evropski pomoči. Ne. Ja, tudi ta nizozemska zgodba je zanimiva, ne? Kot kralji svetovnih začimb oziroma začimb sveta, ne? S prvimi borzami, ne? So obogateli Nizozemci in potem seveda tudi bili ena izmed tudi boljših pomorskih velesil, ne? Čeprav majhna nacija, ampak je bila zelo tudi rada je osvajala, ne? Svet. Ampak pustimo zdaj, Nizozemce sem omenil zgolj z povezavo z New Yorkom in pa Manhattanom, kjer so seveda domovali tudi Indijanci, ne, ki so jih potem dejansko dobesedno poklali. Ne. Se pravi, dejansko so vse te tedanje kolonialne velesile skušale dobiti svoj položaj v ZDA, ne, vendar potem, ko so se ZDA same postavile na nogo, so jih postopoma izrinile, bodisi z nakupom francoskega ozemlja, z nakupom tudi Aljaske od strani Rusov. Ne. Se pravi, ko je Amerika dobila to svoje neko notranje gibalo, notranje gonilo, so seveda vse zunanje sile odpadle in ne, tu je potem postopoma, ko se je seveda potem ameriška zgodba zaključila, je seveda Amerika potem začela gledati navzven, ne gledati po tujih ozemljih. Je pa zanimivo, ne, ko prebiraš zgodbo deklaracije neodvisnosti in pa kasnejših vojn, ne, ki so jih seveda bili z Britanci praktično, ne, in so Angleži, bom uporabljal besedo Britanci, ne, so rekli, da nimajo toliko denarja, da bi se šli to vrstne vojne, ki nas bodo stale preveč, in dejansko je bila za njih vojna predraga. Velesila pomorstva, ne, je odstopila od osvajanja tolikšnih ozemelj. Če pogledamo danes, ne, pa Amerika prva vojaška velesila še vedno, ne, na planetu. Ja, britanska zgodba kolonialna se je končala, Amerika je bil prvi fiasko britanske kolonialne politike. Ne? Ampak zanimivo, vse ostale kolonije so Britanci zadržali. Tu se spomnim, ko sem študiral to kolonialno zgodovino, po koncu druge svetovne vojne je po Churchillu prišel laboristični predsednik, ki je rekel, rešimo se vseh kolonialnih posesti in so vse kolonialne posesti predali pač tistim narodom, ki so tam živeli, za razliko od, naprimer, Francozov, ki niso niti ene kolonije hoteli spustiti. Spomnimo se krvavih vojn v Alžiriji, Maroku. Ne? In enako so tudi Portugalci, torej Portugalci ravno tako niso hoteli predati kolonije. Tako da tu je zgodba o koncu teh kolonialnih imperijev torej različna. Ne? V primeru Britanije so sami se prostovoljno odpovedali, v primeru drugih kolonialnih velesil je bilo to izsiljeno z boji. Pri Ameriki je seveda ta dilema nekako prisotna. Ne? Tu, naprimer, tipičen primer je Puerto Rico. Ne? Puerto Rico še ves čas niha med tem, ali bi postal 51. država ZDA, torej ne tako kot Grenlandija, kot Trump pravi, da bo to 51. država, ali Kanada. Ne? Naprimer, jaz sem bil pred kratkim na Guamu, kjer morate vedeti, da je dobršen del otoka so ameriška vojaška oporišča. To je Indonezija, ne? Ne, to je južno od Tokija, to so prvi otoki, Guam in Marijanski otoki.
Guam in Marijanski otoki, in tu Američani seveda držijo ta vojaška oporišča zato, da iz njih, torej nekoč so tu kontrolirali Japonsko, kot svojo glavno nasprotnico med drugo svetovno vojno, danes tu kontrolirajo predvsem Kitajsko kot svojo glavno nasprotnico v sedanjem, bi rekel, jaz se upam trditi, spopadu dveh gigantov, ki bo zaznamoval 21. stoletje. Zahodni Pacifik potem, ne to. Ja, Zahodni Pacifik, tik pod Japonsko. Mislim, da sem iz Tokija, mislim, da sem letel še 6 ur do Guama. In tam imajo še danes, oni oporišče. Kot pravim, tu ni nobene, a veste, niti najmanjše namere ZDA, da ta oporišča preda, kot pravim, predvsem zaradi tega, ker tukaj kontrolirajo Kitajsko in torej oni so imeli prej še nekaj večja oporišča, malo so jih zmanjšali, ampak mislim, da je še vedno približno tretjina otokov predstavljajo ameriške letalske in pomorske baze. Ja, verjetno jim še ta Pearl Harbor in pa Midway, še vedno nekako ostajata globoko. Ostajata globoko, ampak sedaj je to Kitajska, ki jih okupira. Na Japonce so več ali manj pozabili. Japonci so pravzaprav tudi zdaj neka država, ki poleg Južne Koreje najtesneje sodeluje z Američani. Japonska in Južna Koreja sta pravzaprav najtesnejši ameriški zaveznici v Aziji. Ja, potem pa bom šel še 100 let kasneje, se pravi v leto 1876, takrat so ob 100. obletnici obstoja ZDA s prvo svetovno razstavo v Filadelfiji naznanili, da bo Amerika postala tehnološka velesila. Železnice, elektrika, žarnice, prvi telefoni, komunikacije in tako naprej. Tam pa so, bomo rekli, tudi s pomočjo znanja Nikole Tesle, o katerem veliko špekulirajo, čigav je, kako je, pa ne bomo danes polemizirali o tem, da so mu precej stvari nekako v narekovajih pokradli oziroma ga pretentali z njegovimi patenti in potem jih sprida izkoriščali v razvoj tehnologije, predvsem elektriko imamo v mislih, katero danes krvavo potrebujejo nekateri drugi možakarji, ki danes krojijo globalno usodo vseh nas na nek način. Tako da zanimiv je ta preskok, potem bil v to industrializacijo in s pojavljanjem nekaterih kasnejših multimiliarderjev, ki so dejansko imeli Ameriko pod oblastjo in jo imajo praktično še danes. Ja, tu je treba nekaj povedati. Zdaj, lejte, statistika. 3% najbogatejših Američanov imajo v lasti 70% ameriškega bogatstva. Se pravi, 3%, 70% ameriškega bogatstva. Najrevnejših 50% ameriških prebivalcev ima samo 2% ameriškega gospodarstva. Se pravi, te premoženjske razlike so kljub temu, da niso več take, kot ste vi omenili, torej za časa Rockefellerja in teh DuPontov in tako naprej. No, zanimivo je, da so se ti ameriški bogataši najprej projavili v predelu, ki je danes v veliki meri slovenski, to je v Clevelandu. Zakaj so Slovenci tja hodili? Zato, ker tam so te, bi rekli, ameriški mogli razvijali industrijo in železarska industrija je bila razvita tudi v Sloveniji, zato so Slovenci emigrirali v Cleveland in te bogataši so pravzaprav nastali v Cleveland. Jaz se spomnim, ko sem tam živel, je tam ena ulica, ki se imenuje Ulica milijonarjev, in se spomnim, ko sva ravno z enim kolegom, profesorjem, sva šla kupovati hišo njegovo na to ulico milijonarjev, se pravi, to je bila sigurno zanimivost tega Clevelanda in ameriških milijonarjev. Vendar ta neenakost, jaz bi rekel, da je morda to neko področje, na katerem bo morala morda Amerika nekaj postoriti, morda povišati davke najbogatejših in mečkano povišati socialno mrežo zaposlenih. To je verjetno stvar, ki jo bo treba morda spremeniti v ameriškem modelu, se pravi zmanjšanje neenakosti,
povečati torej morda davčno obremenitev in pa verjetno socialno mrežo ljudi, kajti to nekje zahtevajo več ali manj ljudje povsod po svetu, medtem ko ostale strani ameriškega modela, kot je kompetitivnost, nizke cene, konkurenčnost, majhna regulacija države, poudarek na inovativnosti in podjetništvu, to so pa stvari, ki verjetno ameriški model, bi rekel, potrjuje njegovo vrednost in ki bo preživel tudi v prihodnosti, se upam trditi. Ja, ampak ta industrializacija Amerike, ne, z gradnjo železniških prog, vemo, iz vzhoda proti zahodu, to je šlo enormne količine jekla, jeklarska industrija je takrat svetela, potem so šli so z javno razsvetljavo, seveda elektrifikacija je bila takrat zelo prisotna tudi in s tem so dejansko najbolj obogateli vsi, ne, transport, železnice, elektrika in prva energija in pa seveda tudi industrializacija v smislu prvih velikih obratov tovarn, ne, ki so lastili si isti ljudje, ki so bili prisotni pri tej modernizaciji. Pri tej modernizaciji. No in seveda, s tem je Amerika, bi rekel, končala je, bi rekel, svojo notranjo konsolidacijo. Ko je končala industrializacijo, je pravzaprav postala prva velesila, prva gospodarska velesila sveta. In pravzaprav prva svetovna vojna je pomenila, bi rekel, vstop Amerike v svet. Ne? Torej, tu je pravzaprav brez prve svetovne vojne, torej verjetno, torej brez vstopa Amerike v prvo svetovno vojno, je vprašanje, če bi bila Nemčija poražena. Ne? In čeprav jaz bi rekel, ravno sem se, bi rekel, pred 2 mesecema sem bil na plaži Omaha Beach v Normandiji, čeprav jaz bi rekel, da je potem, ko je Amerika pomagala poraziti Nemčijo v prvi svetovni vojni, se je vse nekako povlekla nazaj. Medtem ko pa so Američani se izkrcali v invaziji v Normandiji, torej ta slavna Omaha Beach, takrat se mi pa zdi, da so pa Američani ostali v svetu. In takrat so pravzaprav, jaz bi rekel, po drugi svetovni vojni so postali pravzaprav nek policaj sveta, če hočete, vladar sveta, kar je trajalo pravzaprav do nedavno, ko jim pravzaprav to vlogo začela osporavati Kitajska, ki podobno torej postaja sedaj glavna industrijska velesila in to tudi na področju nekaterih naprednih tehnologij, umetne inteligence, na primer. Pravijo raziskovalci, zgodovinarji, ne, da se nekako lahko Američani, ki so se na to plažo invazirali na Normandijo, se je zgodila v začetku junija leta 1944, ne, tako da zelo pozno nekako v času druge svetovne vojne, ko da vemo, da 9. maj, ne, je bilo konec vojne leta 1945, ne, 9. maj, vemo tudi, takrat je parada v Moskvi, še danes, ne, velika, manj kot leto dni pred koncem vojne, ne. Pravijo, da se lahko Američani na nek način zahvalijo tudi trmasti, vztrajni Rusiji takrat, ki je seveda pokončala na milijone in milijone Nemcev, ne, vojakov, in oslabila seveda ta nemški rajh do te mere, da niso bili tako odporni več ob prihodov zavezniških sil, ki so seveda osvajale in osvobajale ta del Evrope. To je res, vendar se tu ne smemo pozabiti, da je Amerika premagala Japonsko. Ne? Ja. Se pravi, ameriški vojaški stroj je bil primarno usmerjen proti Japonski, ki je seveda bila torej ogromna velesila in tu so Američani pravzaprav večino žrtev so pravzaprav dali v vojni z Japonsko, ne? Ki so jo potem končali s tem. Ampak tudi tukaj ne, bi lahko povezala par zgodb, kako je bilo vsem tistim v končni fazi tudi samim Einsteinom, ne, in vsemi, ki so razvijali, ne, atomske bombe, ne, potem s Kesani, ne, Oppenheimer, ne, vemo, tudi zgodba. Tako da ta zmaga nad Japonsko ima tudi predvsej predvsej zelo grenek priokus, ne. Ko poslušamo danes, ne, te medije, ne, ali se nam obeta nova, ne, nuklearna vojna, ne, pa mi seže spomin potem na Hirošimo in Nagasaki in na kakšen način so dejansko zaključili ta vojno, ne, Američani, ne, svojo močjo in s posestjo nečesa, kar lahko dejansko uniči tudi človeštvo. Ja, lejte, jaz sem na Japonskem živel eno leto, ne, in Japonci
torej tu bi navezal, lejte, takrat, ko sem jaz živel, je bila tudi podjetniška kriza in so številna podjetja propadala. Vsak dan, ko sem odprl časopis, je bilo noter novica o tem, da se je toliko in toliko lastnikov japonskih podjetij obesili. Ja. In potem sem jaz spraševal, moram reči, da sem kar mogel nekaj sogovornikov vprašati, da so mi povedali, sem rekel, zakaj se Japonci, torej te podjetniki, sedaj obešajo, vi ste pa imeli tist svojih znanih harakiri, ne? So rekli, ja, veste zakaj? Zato, ker je vlada izdala zakon, v katerem je prepovedala harakirije. Se pravi, Japonci tako spoštujejo zakone, da tudi samomor naredijo v skladu z japonsko vlado. Ampak, kar hočem povedati, to, lejte, ko sem šel v japonski vojaški muzej, noter ni bila niti ena oseba, en oficir ali japonski vojak, ki svojega življenja ni končal s samomorom. In zakaj to hočem povedati? Zaradi tega, da razložim, zakaj so se Američani odločili potem za atomski napad Hirošime in Nagasakija. Japonci so potem, ko so izgubili že vse otoke pred Japonsko, Iwo Jima, na primer, je bila taka krvava bitka, in ko se je ameriško ladjevje, bi rekel, obrnilo proti Tokiju in bi zasedlo japonsko ozemlje. Japonci so se takrat sprejeli načrt, da bo vsak prebivalec, torej obale in seveda prišel tudi iz notranjosti, da bo vsak prebivalec dobil skafander, v roko mu bodo dali palico, na kateri bo bomba. In na milijone ljudi naj bi šlo tedaj v morje in s temi bombami napadli ameriške čovne. Prav, to je bil pravzaprav planiran, je bil množični samomor. In seveda Američani, ki so to vedeli, so rekli, mi si seveda takšnih žrtev ne moramo privoščiti in zato so se odločili potem, ker so vedeli, da če ne bo prišlo do nekega šoka, se Japonci ne bodo predali. Japonci bi raje vsi naredili samomor, kot pa da bi se predali, in zato so se pravzaprav Američani odločili za te jedrske eksplozije, ki sta seveda tragični, vendar glede na število žrtev, ki bi bilo, če bi Američani napadli Japonsko, je bilo to še vedno manj žrtev. Je pa zanimivo, ne, da jih je ogromno ostalo potem kot manjšina ravno na Havajih, ne, in pa posledično tudi na zahodnji obali Združenih držav Amerike, na tisti pacifiški strani. Tako da Japonci so nekako kar precej prisotni tudi na ameriških tleh še danes, ne, govorimo o tistih, ki so ostali ali pa zbežali potem tudi z Japonske. Ampak tudi prej so bili, ne, sej znana je ta zgodba, da je bila potem, da so Američani med drugo svetovno vojno vso japonsko manjšino v ZDA poslali v koncentracijsko taborišče, čeprav niso sodelovali z Japonsko. Ne. Tako da ta zgodba o Japoncih ima tudi svojo plat kovanca, ne. Podobno tudi Kitajci v ZDA, ki so gradili železnico, so v bistvu v največji meri gradili kitajski delavci. Po Kaliforniji, seveda. Ja. Tako. Tudi San Francisco, prva kitajska četrt, ne, ki je zrasla, ne, veliko pristanišče, ne, je bilo in so Kitajci imeli kar velik del azijskih migrantov. In ta kitajska hrana, ki jo danes je cela Amerika in cel svet, dejansko se je začela dogajati komercialno gledano ravno tam, ne. Tako da tudi tukaj. Ja, zdaj je to drugo svetovno vojno, so malce na hitro preleteli, ampak vseeno, takrat se je pa začela cena zgodba, ne, seveda ameriški fanti so zapuščali svoje domove, ne, že med prvo svetovno vojno, pa drugo svetovno vojno, in takrat je Amerika v bistvu bila odvisna predvsem od žensk. Takrat so se pravice žensk začele pojavljati in seveda so reševale tudi precejšen del ameriške vojaške industrije, tako da še kakšna beseda, dve o tem, gospod profesor, zagotovo jih imate kar na zalogi, kar nekaj v povezavi s tem in potem razvojem seveda tega stroja vojaške industrije, ki seveda vemo, da še danes kroji usodo po svetu. Ja, dejansko torej tudi na področju pravic žensk in enako pravic črncev, torej na pravice indijancev smo v bistvu kar pozabili, je bila Amerika, lahko rečemo, dosti počasna in je sprejela in volilno pravico žensk in enakopravnost žensk in enako seveda tudi volilno pravico črncev. Tako, in enakopravnost črncev dosti
pozno. Ženske so se morale prekleto potruditi, da so dokazale, da so enakopravno. Črnci so se pravzaprav bojevali 150 let, da so potem 65. leta, bi rekel, dobili popolno enakopravnost, pravico, volilno pravico, torej imeli so jo, ampak so morali dokazovati z neko izobrazbo in ne vem čem. Ne. Se pravi, Amerika je bila tu zelo počasna pri podeljevanju teh pravic. No, zanimivo je bilo, da zdaj, ko sem prišel iz Afrike, sem videl, da so tam nekako afriške žene na tem področju. Torej, po vseh hotelih so potekali neki kongresi, na katerih so bile udeležene samo ženske in so ravno tako razpravljali o pravicah žensk v Afriki, se pravi 100 let kasneje. Ne? Afrika je pač. Ti možakari, 56 jih je bilo podpisnikov, so pa sanjali o tisti karantanski demokraciji, kjer ima ljudstvo pravice in tako naprej. Koliko let je moralo preteči, stoletje in več, da so to uveljavili. Da so uveljavili, ko tako malce siceraš tole, ugotoviš, da je Amerika in demokracija nekako dva različna pojma dolgo časa, ne? Ja, je pa treba nekaj videti, da takrat, ko je bila 76. leta, ko je bila podpisana deklaracija, črnskih sužnjev v Ameriki še ni bilo. Do Indijancev pa so nekako imeli neko stališče, da pač jim kratijo življenjski prostor in to so sprejeli, torej neko očiščenje Amerike so sprejeli kot neko dejstvo, ki so ga morali realizirati, da so prihajajoči emigranti dobili svoj življenjski prostor. Ne. No, naprimer, pri tej emigraciji je tudi zanimivo, torej jaz se spomnim tudi, ko sem študiral tudi emigracijo v druge države, da so sprva tudi tukaj bili rasistični kriteriji. Torej, številne države niso sprejemale nobenih drugih emigrantov kot belcev. A veste, Azijce in potem Afričane, torej to je trajalo desetletja, da so jih sploh, bi rekel, začeli sprejemati kot priseljence. Torej, tako da povsod je neka dolga zgodovina. Bili ste širom po Ameriki, tudi tam so razlike, pa so bili migranti, bom rekel, iz Evrope, ki so bolj skandinavske korenin, potem so nemških, imamo prav kraje, ki so dejansko znani po Nemcih, Švedih recimo, potem so tukaj, o Židih bomo malce kasneje, o Judih, potem seveda špansko govoreče področje, Južnoameričani, vse sorte je bilo to, ampak se je nekako ta Amerika se je malce razdelila. Jug, recimo Ameriki, bil bolj črnski, Zahod je bil hispansko, kitajsko, japonski, če smem tako reči, Vzhodna obala pa seveda bolj proevropska, irsko, angleško, francoska, z vplivom nizozemske tudi. In to se tudi rasno pozna, ko potuje skozi Ameriko, kakšne so tukaj razlike, tudi sama genetika, kaj je naredila v določenih zveznih državah. Ja, jaz se spomnim, ko sem enkrat obiskal ko ste omenil nemški del, in dejansko tam je, kot bi prišel v Nemčijo, torej tam tudi vsi govorijo nemško, tudi se v bistvu ne sprejemajo niti drugih, oni skušajo ohraniti to svojo nemško, ali pa naprimer poznane so te italijanske četrti posod, vsako ameriško mesto ima svojo italijansko četrt. To je zanimivo, da torej to Amerika uspe pravzaprav kombinira to nekakšno nacionalno samobitnost etničnih manjšin, ampak vseeno pa vsi nekako sprejemajo torej Ameriko kot svojo glavno domovino, angleški jezik kot svoj. Vem, da naprimer, mislim, da je bila enkrat dilema o tem, ali naj bo uradni jezik ZDA angleščina ali nemščina. Mislim, da je bila v določenem trenutku ta dilema, ampak seveda so se potem odločili za angleščino. Se pravi, ko so te migranti, priseljenci, je bilo tudi število, morda je bilo v nekem času največ Francozov, največ Nemcev, ampak seveda potem je ta pritok iz tega anglo-ameriškega bazena prevladal. No, se tudi prve pivovarne, največje ameriške, so bile plod nemškega znanja in pa nemških lastnikov. V mislih imam Milwaukee, državo Wisconsin, ki je tudi znana po zelo dobrem siru in po mlečnih proizvodih, tako da pa tudi po tovarni Harley Davidson in še ostala industrija. No, ta bazen, okrog teh velikih jezer, Chicago, Milwaukee, potem Cleveland, Toronto in tako naprej, to je bil bazen,
kjer je pa živelo seveda tudi veliko Slovencev in pa ljudi, ki so prihajali iz območja nekdanje Jugoslavije. Ja. Čeprav jaz, ko sem bil torej, zadnjih 25 let v Ameriki pa Kanadi, sem vedno torej, skušal pogledati tudi položaj Slovencev. Zanimivo je bilo to, da pravzaprav Slovenci niti v Ameriki, niti drugod po svetu niso proizvedli res težkega milijonarja ali milijarderja. Srečal sem se z najbogatejšim Slovencem v tujini, to je bil en gospod iz Nove Zelandije. V Ameriki so Slovenci nekje vedno ostali v srednjem sloju. Višji srednji razred. Višji srednji razred. In potem v bistvu, ko sem se pogovarjal z njimi, pa in seveda nisem mogel direktno povedati, ampak sem rekel, da v bistvu, če bi sedaj živeli v Sloveniji, bi bil ves standard pravzaprav enak. Torej, tisto hišo, ki jo imate, spodoben avtomobil, ki ga imate, to bi imeli tudi v Sloveniji. Tako da je pa seveda res to, da ko sem jih spraševal, če bi se vrnili v Slovenijo, je bilo zanimivo to, da so rekli, da bi, torej ta starejše generacije, otroci večinoma ne govorijo več slovenščino, tudi zaradi tega, ker se odselijo od svojih staršev, ampak glavni problem teh staršev, da bi se vrnili v Slovenijo, je bil ta, so rekli, ni problem to, da jaz dobivam pokojnino v dolarjih v Slovenijo, to je najmanj, ampak so rekli, če bi prenesel zdravstveno zavarovanje iz Amerike ali Kanade v Slovenijo, ga ne moreš več prenesti nazaj. In glede na stara leta so pa rekli, veste kaj, vseeno je zdravstveni sistem v Kanadi in ZDA boljši kot v Sloveniji in zaradi tega se številni pravzaprav ne odločajo za vrnitev v Slovenijo. No, ampak glede na to, da ste profesor, ki ste tudi obiskal veliko ameriških univerz, pa veste, da tam dejansko so ljudje lahko tudi praktično celo življenje odplačujejo študij svojih otrok, starši namreč. Tako da tudi tukaj se čuti ta elitizem, da bogati pošiljajo svoje na najdražje univerze, kjer so cene tako vrtoglave, da si morda tudi se nam niti sanjanja, vi imate verjetno podatke, dajte nam malce postreči, kako drago je šolanje, da si ti en ugleden pravnik potem, recimo odvetnik, zdravnik, recimo Harvarda, ali pa nekdo, ki bo obetal na Wall Streetu po finančnem znanju, ali pa MIT, recimo v Massachusettsu, na tehnični šoli, ki je svetovno priznana. Ni lahko postati del te ameriške elite, v kateri ste vi govorili, da Slovenci nimamo prstov zraven prav dosti. Ja, nekaj treba vedeti, ampak to velja tudi za Evropo. Lejte, tudi ameriške javne univerze, državne univerze imajo šolnino. Ja. Tudi v Nemčiji in številnih drugih evropskih držav je treba nekaj plačati. Dobro, tudi pri nas, naprimer študente pravijo, se tudi pri nas ni brezplačna univerza, moramo sami knjige kupiti. Ok, lahko bi še knjige za stojn dubom. Ampak vseeno je pri nas brezplačno šolanje. V večini evropskih državnih, kot sem že rekel, v Ameriki tudi javne univerze računajo nekaj $1000 šolnina na leto. Če pa gremo midva v tako imenovano Ivy League, to je najvišja elitna skupina, ki ste jih že omenil, Harvard, Stanford, Yale, MIT, Yale, UCLA, University of Pennsylvania, mislim, da je University of Arizona Pennsylvania. State, potem imamo še Georgia Tech in tako naprej. Ja, ne, se pravi, te elitne. Tukaj je šolnina 50,000, lahko tudi več. Na leto. 50 do 70 000. To je šolnina. Šolnina, samo šolnina. Potem moraš seveda še stroške bivanja vračunati, ampak glavni strošek je šolnina. In seveda, zdaj, če ti študiraš, naprimer, druga stvar je še to, da nekaj ne smemo pozabiti. Ena stvar je, da so plačljive univerze. Če hočeš ti jeti v elitno osnovno šolo, moraš že tam pošteno plačati. Ravno tako elitno high school, prav to šolanje, torej seveda takrat morajo plačevati starši, ampak naprimer, če si študent, je več ali manj potem sami plača univerzo, recimo, da konča recimo z magisterijem 6 let študija, pomnoži recimo s 50-60 tisoč, končaš z $300-400 tisoč dolga. Pa še, ja.
Ne? In seveda takšen študent mora potem takoj najti zaposlitev, dobro plačano zaposlitev, da lahko ta kredit odplačuje. Ampak tudi, če ga odplačuje, to traja lahko 10, 20, 25 let, da odplača $400,000. Dobro, nekaterim, ki jim starši pomagajo, ne plačajo vsega, ampak naprimer nekdo, ki konča s $300,000 dolga, zato potrebuje kar lepo število let, da ta dolg odplača. Ne? Ste vi morda opazili, ko ste bili v ZDA, da tudi recimo Kitajska, tuje države pošiljajo na te univerze svoj kader, govorim že v letih, ko so načrtovali potem seveda, da se bo njihova zgodba doma razvijala tako, kakor se vidimo, da se danes. Ne? Kitajska je imela ogromno svojih študentov, tudi na teh najboljših ameriških univerzah, ravno v času, ko je bila Amerika, rekujemo po domače, tata mata na svetu. Ne? Absolutno. No, največ tujih študentov mislim, da prihaja iz Indije, ja. Kitajska je na drugem mestu. Veliko teh študentov, torej in iz Indije, in iz... Se jih imamo tukaj kar nekaj, tudi ki imajo te korenine. Palpataja, mislim, da je od Googla, tako je. CEO, ne? CEO, ostale bomo pustili primeru, v končni fazi Elon Musk je tudi južnoafriških korenin. Ne? Zuckerberg bi rekel, da ima zagotovo nemške gene v sebi. Ne? Tudi tako, da niti eden od teh, ne? Bezos priimek, kaj bi bilo to, bolj grško recimo lahko tudi, ne? Morda, ne? Tako da vsi so po genetiki dejansko... No, vsi Američani so itak prišleki. Prišleki, ne? Veste, ne? Tako, naprimer, by the way, ne? Ja. Tudi, ker sem jaz govoril od Melanie Trump, ne? Torej, naprimer, ko sem nedavno, mislim, da sem bil na ameriški križarki, pa sem vsakmu povedal Melania, ne? Ampak seveda, Slovenija, oni so rekli, ok, se itak smo vsi v dodzuni. Oni dejstvo, da je Melania iz Slovenije, ne pripisujejo neke posebne teže, ker so itak vsi prišli od nekje. Zdaj, ali so prva generacija, ali so druga generacija. Torej, dejansko, ampak nekaj treba vedeti, ne? Seveda, vsi te indijski in kitajski študenti, ki hodijo na te najboljše univerze, izhajajo iz bogatih družin. Ne? Torej, jasno, da ne, mi vemo, torej, Indija se smatra kot nekakšna tretja, četrta supersila, torej, če začnemo Amerika, Kitajska, Evropska unija, Indija, ne? Ampak jasno, torej, ta kastna razdeljenost Indije seveda omogoča študij na najboljših univerzah samo najbogatejšim. Ne? In enako je seveda ravno tako pri Kitajski. Ne? Kitajska, a veste, to, da je socialistična država, mislim, da zadnjič, ko sem gledal, samo v Šangaju, mislim, da je 1000 milijonarjev. Ja. Tako da, torej, to niso več, bi rekel, socialistične države. Na Kitajskem je bil boj, da to tudi vladni projekt, ne? Da tudi sama vlada, ne? Štipendira ljudi, da se izobrazijo Absolutno. V tehnološkem smislu, ne? To je to, bi rekel, ekonomskem, znanstveno vohunsko, tako. Strokovno vohunstvo. No, tukaj se spomnim ene zgodbe s to industrijsko špionažo, ko sem živel na Japonskem, pa sem enkrat rekel, grem pogledat, torej to najbolj znano proizvajalko avtomobilov Toyoto, in ko sem prišel v tovarno, morate vedeti, da vse, kar so pokazali, je bilo, kako na sprednji del Toyote pričvrštijo znak. Nobene druge, bi rekel, industrijske faze niso pokazali, torej ravno seveda zaradi tega industrijskega vohunjenja, in seveda tudi tu so številni primeri, torej kitajskega vohunjenja v ZDA, kitajskega prisluškovanja, vendar verjetno je podobno tudi Amerika, torej skuša, bi rekel, slediti torej kitajskim dosežkom in kitajskemu znanju. Dotakniva se še malce slovenskih korenin, absolutno, ne? Če pogledava Melanijo Knaus, oziroma zdaj se piše Melania Trump. Zdaj, moje mnenje je to nekako, da se sprašujem, koliko se ona sploh še čuti Slovenko. Ne? To je moj prvi občutek, ne? Recimo kot
posameznika, ne, pa tudi, ko takole poslušam ljudi, ne, vemo, začela je z manekensko kariero v New Yorku takrat, ne, spoznavala seveda te vplivneže, bogataše, med katerimi je bil tudi takrat sin največjega nepremičninarja v New Yorku, ne, mladi Trump, ne, Trump junior, ne, Donald Trump, ki je bil takrat seveda zelo gajsten, ne, fant in je rad imel manekenke, ne, pa vemo, da Melania niti ni prva žena, ne, jih je imel kar nekaj. Tretja ali četrta. Tretja, ne, tako, ta vloga, ne, Melanije, verjamete, da bi lahko naredila malce več vseeno za neko domovino, odkoder izhaja? Mislim, da tudi premijer novi, no, zdajšnji novi premijer Janez Janša gostil, mislim, da očeta na nekem pogovoru nedolgo nazaj, par dni nazaj, priznam, da nisem uspel poslušati, o čem je tekla beseda, ampak nekako, ne, spoštovati svoje korine, kar znajo, vem, Italijani, Irci, ne vem, kako bi bilo, če bi imeli Hrvati, ne, recimo, ne, Hrvatico, ne, v Beli hiši bi bila to verjetno malce drugačna zgodba, ali ne? Jaz to krivim predvsem prejšnjo vlado, da ni nobene zgodbe. Ja. Jaz, ko sem govoril no, naprimer, kar se tiče Melanijega očeta, jaz poznam tudi tisti konc bolje, imam nekaj prijateljev tam, naprimer, ko je gospod oče, ki je ravno izgubil soprogo, Melanijino mamo, torej pripovedoval tako v privatnih razgovorih, torej da se ne namerava, bi rekel, dokončno preseliti v ZDA. Sedaj mu gre zlasti na živce to, seveda, da je varovana oseba, ne, in posod so agenti zraven, ne, tako da namerava ohraniti, bi rekel, to svojo domačo hišo v Sevnici. Melanija, vemo, da je sina naučila lepo slovensko, da je imela... Je to res? Je to potrjeno? Ja, jaz mislim, da je. In dobro, tudi govoril sem z ambasadorjem, gospodom Mirošičem, ki seveda se sam ni nič kriv, ne? Ker to je bila vlada tista, a veste, vlada je tista, ki mu pove, kako naj se prvič obnaša do Melanije, kakšne povezave naj bi imela Slovenija z ZDA. Povezave so nikakršne. A veste, ameriške investicije v Sloveniji so par $100 milijonov. Avstrija ima 10krat večje, $300 milijonov so. Tako da torej on, gospod ambasador Mirošič mi je rekel, ja, mi smo v stikih z Melanijo. Ne. Torej, ampak jaz mislim, da jim je on tudi navodila, da ne poskuša, bi rekel, te povezave uveljavljati. Ne. Ker vemo, da prejšnja vlada je imela dosti rezerviran odnos do Trumpa, do Amerike. Je pa tukaj res, ne? Tudi če gledate te ankete po Sloveniji, vidite, da je večina Slovencev ima pravzaprav tudi neki rezerviran odnos do Amerike. Ne? To je zanimivo. Ne? Vendar jaz mislim, da če bi vlada in sedanja vlada, gospodom Kajzerjem sva dostikrat skupaj nastopala v teh zunanje političnih diskusijah zadnje leto, torej da bo poskušala narediti temeljit preobrat. Ne? In jaz seveda temeljit preobrat zlasti vidim na dveh področjih. Prva stvar je, mi nimamo praktično nobene trgovine z ZDA, mislim, da je ZDA na 20. mestu. Mi nimamo nobenih ameriških investicij in tudi slovenskih investicij v Ameriko nimamo. Ne. Sprav, to je vse, mislim, halo, ne, vemo se, kako je Trump prodoren, kako pravzaprav vedno povsod gleda za posel. Ne. In to bi seveda lahko tudi Slovenija nekaj na tem naredila. Čeprav so pa nekatera podjetja, ki pa sodelujejo z nekaterimi največjimi ameriškimi agencijami, recimo DV-Soft, ne, vemo, da kar precej njihove opreme je po številnih satelitih in pa vesoljskih postajah sodelujejo z NASA in pa z Evropsko vesoljsko agencijo, tako da imamo kar nekaj železe v ognju, pa tudi vsi ostali nekateri zelo uspešni računalničari, če smem tako po domače reči, tako da v tem IT segmentu in pa... Nekje, ampak je malo, ne, torej, smatram, da bi lahko mnogo bolj bilo, da bi morda Slovenija, torej, ja, veste, pri nas so glavne države, da se ponavadi je res tako, ne,
država večinoma ima posel s sosedami. Ne. Pri nas je to Avstrija, Švica, Hrvaška, Nemčija. Ne. Ampak vseeno, jaz mislim, glede na povezavo, ki jih imamo, bi Amerika lahko mnogo, torej pomembnejšo vlogo imela in v trgovinskih stikih, in v investicijskem smislu. Torej, glede Amerike, dobro, tudi slovenske investicije Amerika, ampak jaz predvsem mislim, veste, ameriški kapital je tisto, ki bi lahko v Sloveniji bistveno več naredil. Dobro, imamo ta Goodyear, to je pravzaprav edina večja investicija, ne, in se tudi pravzaprav ne premakne. Saj so še nekatere manjše stvari, ampak to ni. Ja, se konec koncev ta podatek mi je bil tudi fascinanten, ne, da Slovenija je zamenjala 4 predstavnike, ambasadorje v 5 letih, ne, kar ni dobro. Ne. Američani pa vemo, da imajo radi nekoga z neko stabilnostjo, da se tukaj lobira, da se nekako, da se spoznavaš, ne, da ni to tako fast food, ne, se pravi, da so te menjave prepogoste, prehitre. Ne. No, mislim, sedanji ambasador, gospod Iztok Mirošič, je kar tam že kar nekaj let, morda so bile te menjave prej. Je pa res tudi, treba je pa vedeti, da tudi ZDA ni imela več kot eno leto, ni imelo ambasadorice v Ljubljani, prišla je zdaj, torej predvidevam, da je spet tudi tu, ne, podobno kot za Izraelom, da so videli, kam se nagiba politična tehnica in so se sedaj odločili. To so močna sporočila, ne, zagotovo. Ja, absolutno. Ne, tako da zdaj imamo končno do konca lanskega leta jo ni bilo in jo ni bilo več kot leto dni. Ne, sedaj je pa prišla, tako da zdaj imamo, bi rekel, ambasadorica. Dajte nam pojasniti, za njo se govori, da je karierna diplomatka. Ne? Kaj to pomeni, karierna diplomatka v primerjavi z nekom, ki ga pošljajo kot pač del establishmenta, kot del vlade, kot... Ja, lejte, obstojita 2 vrsti diplomatov. En so karierni diplomati, en so pa, če hočete, tako imenovani v narekovaju politični diplomati. Lejte, če bo gospod Golob sedaj odšel kot ambasador na Kitajsko, bo to politični diplomat. Če gre na Kitajsko nekdo, ki je v slovenski diplomaciji od začetka 20 let, ko doseže ambasadorski položaj, je karierni diplomat. Ja, moramo omeniti, da gre za gospod Ethel Roberts, ne, da še to povemo, ne, z vsem dolžnim spoštovanjem, tako da, ja, zanimivo bo ta vloga te gospe, kako bo potekala ta bilaterala zdaj med Belo hišo, diplomacijo pri nas. Ja, jaz mislim, da se še da, torej imamo še 2 leti Trumpa, dobri 2 leti Trumpa v Beli hiši in jaz mislim, da je še nekaj časa, da se naredijo določeni premiki. Profesor Fefila, dajva zdaj še tole malce potegniti zgodbo, ne, imamo zdaj Združene države Amerike, kjer tudi so malce razdeljene, ne, pro-Trump, anti-Trump, ne, zgodba. Potem imamo tudi v Evropi, ne, zgodbo, ne, ki vedno več jih nekako ne mara von der Leyenove, ne, tudi v Evropskem parlamentu se čuti zamik, ne, v neko drugo smer, pa migracijska kriza in tako naprej. Razdeljeno je vse povsod, ne. Rusi pa Kitajci nekako delajo svojo zgodbo, imajo svojo taktiko in se čudijo, ne, temu evropskemu neskladju in seveda budno spremljajo, kako gospod Trump seveda na svojih frontah vrši zdaj pogovore seveda s Kitajsko, nedavno je obiskal, pa potem zdaj s predsednikom Zelenskim, tukaj tudi Putinom, ne. Zanimivi bodo te prihodnji meseci, ne, kaj se bo dogajalo po tej veliki 250. proslavi, ki naj bi bila največja in najbolj nepozabna odkar človeštvo obstaja, ne, in odkar obstajajo ZDA. Tako da še tole, ne, ta Ukrajina, Kitajska, Evropska unija. Ja, zdaj jaz to pozitivno vidim, to Trumpovo, absolutno pozitivno ocenjujem to Trumpovo sodelovanje z, bi rekel, to veliko trojico. Xi Jinping, Putin, Trump, pri čemer je res, da se pravi, Rusija ni več
velesila. Ne? Prej so našteli velesile Kitajska, ZDA, Evropska unija, Indija. Rusija je tu daleč zadaj, vendar po ekonomski moči. Rusija je, mislim, da je na 20. mestu po ekonomski moči, vendar tu ne smemo pozabiti, da je Rusija še vedno, če ne številka 1, pa številka 2 v oborožitvi. Torej, njeni oboroževalni sistemi, njene rakete in pa predvsem število jedrskih konic, ki je mislim, da je nekaj večje od ameriških jedrskih konic. Se pravi, Rusija je tu še vedno izredno pomembna in jaz to Trumpovo dogovarjanje teh velikih treh nekako, mislim, da sem enkrat uporabil izraz, vidim kot nekakšno novo Jalto, kjer je bil ravno tako sovjetski voditelj, ameriški voditelj, samo sedaj je na mesto britanskega Churchilla prišel Xi Jinping. Torej, jaz mislim, da je dogovarjanje dobro, kajti bolje je, da se te trije med seboj dogovarjajo, kot pa da se eventualno spopadajo. In tudi pri vojnah, pri končanju vojn, v Ukrajini, v Iranu, je škoda, da Trump to ne dela v večji navezi z Xi Jinpingom in dobro s Putinom v Iranu. Kaj ti moramo vedeti nekaj, ne? Da seveda ZDA, a veste, tu je dobro, iluzorno je misliti, da bi se Ukrajina brez pomoči 40 držav, brez pomoči NATO, brez pomoči ZDA lahko uspešno borila z Rusijo. Tu je ogromna pomoč, tudi številna ameriška vojaki, naprimer sin od ameriškega ministra za zdravstvo Kennedyja se boji v Ukrajini kot mitraljezec. Tu so številni ciljni inštruktori na strani Ukrajine. Vendar seveda moramo vedeti, ne, da kot Rusi vedo, da njeni borci padajo pod ameriškim orožjem v Ukrajini, Rusi seveda dobavljajo skupaj s Kitajci orožje Irancem in potem Iranci obstreljujejo ameriške baze v zalivu in seveda tudi zalivske države, ki so tesne zaveznice ZDA. In to je bil eden od razlogov za to prekinitev vojne z Iranom, sedanji mirovni dogovor, ki upamo, da bo zdržal, je bil sigurno to, da so te zalivske države pritisnile na Trumpa, da naj prepreči, bi rekel, iranske napade na zalivske države. In drugo, seveda, jaz bi rekel, Trump je imel tudi sedaj rojstni dan in tretja stvar, seveda, sedaj se pripravlja to, kar ste vi rekli, proslava 250. obletnice ameriške ustanovitve, ne, ki in to slavje poteka. Tudi, naprimer, ta veliki dvoboj v borilnih veščinah pred Belo hišo. Ne, to je bil dober, malo je bil za Trumpov rojstni dan, ampak to je uradno eden od dogodkov v proslavi, tako. Eden od dogodkov v proslavi 250-letnice, ki naj bi se, bi rekel, razporedili skozi celoten junij do 4. julija. Zanimivo pa je, da naj bi se to proslavljanje končalo 5. julija v nedeljo, ko naj bi se, torej in tu je spodbuda, da bi pravzaprav vsi Američani pripravili nekakšno, bi rekel, skupnostno kosilo. Ne? S tem pravzaprav je tisto, kar ste vi omenili, to je poskus, da se Amerika integrira naznotraj, da se presežejo vse te politične delitve in da ljudje, bi rekel, v nedeljo 5. julija vsi v svojih soseščinah sedejo za skupno mizo in pojedo kosilo skupaj. Ne? Se pravi, nek premik v integracijo Američanov je seveda mišljeno tudi ta 250. obletnica, ne samo, bi rekel, te velike prireditve, kot je naprimer v New Yorku bodo 8-krat spustili to kroglo, ne, in številni drugi dogodki, ena kapsula, bojo pokopali itd. Ja, seveda so bile tudi kritike, ne, ni vse tako spet lepo, ne, na račun seveda predvsem trošenja denarja, več kot 100 milijonov ameriških dolarjev, pa verjetno so tukaj številke še precej više. Ne. Praktično vse varnostno obveščevalne agencije z vojsko
in širše je vpleteno v to zgodbo, kajti vemo, da ravno kar poteka tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ne, ki poteka seveda v 3 državah, Mehiki, ki vemo, karteli svoja zgodba, ne, tudi tam varnost je na najvišji stopni. Kanada še nekako najbolj mirna, ampak Kanada recimo je bila razglašena kot tarča zaradi največjega števila židovskih skupnosti in pa seveda manjšin, ki seveda so vpletene v vojno proti Ameriki, potem pa še tukaj je ZDA seveda svojo zgodbo kot s temi masovnimi prireditvami, ki so lahko tarča seveda morda tudi nekim osamljenim jezdecom, ki bi seveda imeli kontraameriške lahko misli, zle misli in seveda pravijo, da morda tudi, ne vem, bolj glasen pok petarde bi lahko povzročil nemire, tako da in če se ne motim, nedolgo nazaj so aretirali, mislim, da neko skupino 23 ljudi, ki je načrtovalo prve napade, tako da bojda te njihove službe delajo zelo globoko, tudi s pomočjo trojice, ki smo jo videli tam, ne, lastnikov Xa, Facebooka in pa seveda ostalih socialnih omrežij, ki seveda tudi omogočajo dober, lahko posledičen nadzor nad dogajanjem. Tako da ta zgodba ima ogromno plasti, o katerih seveda sedaj govorijo številni analitiki, kakor tudi mi danes konec koncev. Ne. In seveda te stroške varovanja, če bi vse ušteli, kje je to 100 milijonov, to ni, spomnite se, ne, spet smo malce, ko se toliko stvari dogaja, koliko je od tega? Nedavno je bil napad posameznega terorista, ki je prebil pravzaprav blokado agentov FBI-ja, ki so vrali predsednika Trumpa in je skoraj... Na druženju z novinarji, seveda. Med novinarji, ne, se pravi, absolutno je tega veliko. Spomnimo se seveda tudi torej, ker jaz sem podrobno proučeval tista 2... Pa poskus atentata, ne smeva pozabiti. To sem hotel povedati, ne. Jaz sem podrobno proučeval tista 2 poskusa atentata na Trumpa med volilno kampanjo. Ne. Tisto, ko je obrnil v glavo, mislim, tisto je bilo neverjetno. A veste, ta strelec, ki je ustrelil na njega, je bil na eni od 5 hiš. V vseh hišah so bili ameriški agentje, na vseh strehah so bili ameriški agenti, to streho so popustili prazno. In strelec je prišel na to streho, ustrelil proti Trumpu in torej s tem, da zanimivo je bilo to, naprimer, da so starši od tega strelca obvestili FBI, da sin pripravlja samomor. Enako je bilo, in to pa šepa zavarovanje, ob tem nedavnem napadu, ko je govoril novinarjem, je bilo zanimivo, da je ta možakar, ki je s puško potem priletel skoraj v sobo, da se je pritožil svojim prijateljem, češ, kakšna varnost je v tem hotelu, kjer bo Trump imel govor, res pa, da je on prišel v hotel en dan prej. In ta ameriška, bi rekel, FBI služba, niti en dan prej ni kontrolirala hotela. Dobro, na tisti dan so kontrolirali in so tega strelca zaustavili. Vendar on je privlekel, bi rekel, vso oborožitev v hotelsko sobo en dan prej in se sam pritoževal, češ kakšna je to varnost, da jaz lahko prinesem orožje v hotel, v katerem bo Trump imel govor. Ne. Se pravi, tu je, bi rekel, tudi FBI torej pokazal na nekatere kikse. Največji je bil absolutno tisti primer atentata na Trumpa, ko bi ga skoraj pravzaprav ustrelili in je imel dejansko, zamislite si kakšno srečo, da je tisto v delček sekunde, bi rekel, obrnil glavo. Tudi Ronalda Reagana so želeli, ne? Ja, ampak in seveda tudi mi vemo, ne, torej, ubili so Kennedyja, ustrelili so Reagana, ustrelili so Kennedyjevega brata, se pravi, kakšna je tu vloga FBI-ja ali je ali ni, ne? Zlasti še seveda, ko je na oblasti druga stranka. Ne? Ja. Ampak ne moreva mimo JFK-ja, absolutno ne. Tudi tukaj je zgodba zelo globoka, ne? In koliko časa so skrivali seveda te dosjeje in tako ne. Tudi to še prihaja ven. Ne? Zdaj, kmalu se bo še to dogajalo. Ob Epsteinovih fajlih, ne, ki seveda tudi burijo duhove. Marsikaj je tudi o čem skrito, kar se dogaja
pa to so bolj krivi mediji, ne, kaj vse se dogaja v ameriškem kongresu, koliko zaslišanj je bilo, kdo vse od pomembnih veljakov ameriških ne je pričal nedolgo nazaj, ne, v kongresu, ravno zaradi Epsteina, pa zaradi seveda umetne inteligence, nadzora, predvsem tudi svetovne populacije praktično, kaj ti vemo, da če se malce ustaviva najprej pri JFK-ju, pa bova šla potem v te moderne čase. Tudi ta zgodba je precej razdelila Ameriko, ne? Kdo je komu naročil, ne? Kaj in zakaj. Ja, absolutno. Ne? Seveda, veliko stvari poteka pač v tajnosti. Ja, vse ve se, da torej eno je tisto, kar se dogaja v kongresu, dobro, tudi tam so nekatera zaslišanja zaprta za javnost, ampak mi vemo, da se torej večino dogovorov v politiki, v vsaki politiki se dogaja torej izven oči javnosti. Mediji o tem niti ne morejo poročati. Ne? Ja, kajti po Kennedy se je ogromno dogajalo, ne? Tudi v globalnem smislu, ne vemo, ne? Potem vojna v Vietnamu. Petrodolar, ne, je prišel, Nixon je ukinil zlato osnovo, ne, kot se zapletel v Watergate afero. Tako da do tistega leta 1973, ko je nastopila prva velika naftna kriza takrat, ne, je bilo ogromno prelomnih dogodkov, ki so seveda vplivali na globalno dogajanje. Na globalno dogajanje, verjetno tudi na ugled Amerike v svetu. Ne? Tudi, bi rekel, zlasti te vojne, ne, so, torej Afganistan, Koreja, Vietnam, torej so, naprimer, ko ste prej omenili Žide in to, torej ta povezava ZDA-Izrael je zelo tesna. Ne? In jaz sem tukaj proučeval pravzaprav, zakaj je pravzaprav tako trdna podpora ZDA-Izraelu, ki seveda ZDA veliko stane pri ostalih arabskih državah, na celotnem Bližnjem vzhodu. Ne. Mi moramo vedeti, da je Izrael torej ena mičkena država, to je fenomenalno je to. Ne. In če veste, da je površina Izraela je praktično enaka površini Slovenije. Ne. Pravi, imamo državico, ki je enaka Sloveniji, tudi med temi dobro 6-7 milijonov Židov, ki tam živi, morate vedeti, da je noter 2-3 milijone Palestincev. Pravi, imamo pravka z nekim miniaturnim narodom, ki je pravzaprav tretja vojaška velesila sveta. Ne. Vendar, kar sem hotel vedeti, je to, ne, da ko sem preučeval to povezavo, sem seveda prišel do tega, da je v veliki meri ta povezava temelji na židovskem kapitalu. Našel sem primere, ko so Židje, torej povezani v te svoje organizacije v ZDA, v celoti financirali volilne kampanje ene od političnih strank. Ne. Se pravi, tu je, torej moramo vedeti, da je tukaj zadaj denar, ne, in torej vse te Židje so tesno povezani in v ZDA in z Izraelom in denar je v veliki meri razlog, da je ta povezava med ZDA in Izraelom zelo tesna. Je pa treba se nekaj povedati, ne, da nekaj morate vedeti. Izrael skuša ZDA vedno pritegniti v svoje spopade na Bližnjem vzhodu. Vendar sedaj ta vojna z Iranom, ki je v veliki meri interes Izraela, ne, je bil primer, ko je Trump, bi rekel, skupaj z Netanjahujem se odločil za skupni napad. Sedaj pa imamo situacijo, ko pravzaprav Trump se obotavlja in bi rad vojno končal, medtem ko v interesu Netanjahuja to ni, kajti on se ve, da torej, Izrael bo seveda moral živeti z Iranom na Bližnjem vzhodu in Iran je tisti, jaz bi tako ocenil sedaj situacijo na Bližnjem vzhodu, torej dejansko ta Trumpova iniciativa tako imenovanih abrahamskih sporazumov, če bi to uspelo, bi dejansko se Bližnji vzhod spremenil v recimo regijo miru. Ampak Iran je tisti, ki tega noče. Zakaj ne? Zato, ker abrahamski sporazumi predvidevajo, da bi se vse arabske države spoprijateljile z Izraelom, spoprijateljile samo v tem smislu, da bi navezali diplomatske odnose, trgovinske in ostale politične odnose. In tu to je bil tudi razlog, da je Iran ukazal napad iz Gaze, Hezbolaha, Hamasa, Hutijev na Izrael. To je bil razlog tega napada, ker je videl, da če tega ne bo, če ne bo vojne, bi se dejansko ta Bližnji vzhod nekako spoprijateljil z Izraelom, kar seveda ni v interesu Irana, katerega glavni moto je še enkrat, torej še vedno uničenje Izraela, uničenje ZDA. Ja, ko smo ravno pri podatkih, ne, vsi ti fantje,
Fantje, to so kar multimiliarderji, kupovali bi lahko celotne države po svetu. O takšnih vsotah se pogovarjamo, sedaj še misija Muska, SpaceX, da bo seveda pod nadzorom imel še vse satelite. Tako da, ja, informacije, nadzor, tudi Zuckerberg je že bil v ameriškem kongresu, Elon Musk, vemo, je kupil X ravno s tem razlogom, Jeff Bezos ima malce drugačen načrt, ampak vseeno je tudi vpleten v to zgodbo na svoj način. Ta kontrola sveta, prodaja informacij z vladami, vemo, da vlade so nedolgo nazaj, ameriška vlada je podpisala kar več pogodb o sodelovanju z Antropicom in ostalimi IT podjetji, ki seveda vršijo to zgodbo o umetni inteligenci in pa imajo pod seboj seveda nadzor družabnih omrežij. To pa so zgodbe, kajti vemo, da Kitajci čuvajo svoje na svoj način. Ja, to je bilo zanimivo. Če se spomnite nazaj, zdaj smo malce pozabili. Od začetka sta Musk in Trump zelo tesno sodelovala. Ja. Sam potem sta se pa razšla. Torej dejansko jaz bi rekel, da tukaj sta trčila dva premočna egota. Torej ne Trump, jasno, da ne more popustiti, in tudi Musk ni tak in se je raje umaknil. In dejansko se vrnil, bi rekel, k svojim poslom in k, bi rekel, temu oskemu krogu multimiliarderjev, ki obvladujejo ZDA in v veliki meri tudi svet. Torej dejansko pa vidimo, da v tej ameriški prevladi sodobnega sveta, tudi naprimer to gibanje MAGA, ki pravzaprav Make America Great Again. Make America Great Again, ki temelji v veliki meri tradicionalne vrednote. Amerika prva v ekonomskih politikah. Problem tukaj, jaz bi rekel, je predvsem to, da je Trump predpisal carine za vse druge države. Tu jaz mislim, da je napravil napako, kajti saj z svojimi najtesnejšimi zaveznicami, ne vem, Japonska, Južna Koreja, tudi Evropska unija, torej bi te carine ne bi smel. Torej, vseeno se mora zavedati, da ni več enopolarni svet, da ZDA ni več edina svetovna supersila, in jaz mislim, več bi moral storiti na temu, da bi se povezal s svojimi partnericami proti, bi rekel, nasprotnemu bloku, to je zlasti Kitajska in Rusija. In seveda tudi glede Rusije je tukaj dilema. Evropa bo morala torej tudi nekaj storiti glede Rusije, kajti sedanja situacija, ko je Evropa pravzaprav potencialno, torej direktno ali indirektno ves čas v vojni z Rusijo, je seveda slaba rešitev. Morali bi imeti neki dogovor o sodelovanju in Ja, profesor, omenili ste Rusijo, ampak ko sem poslušal Jeffrey Sachsa, ki je seveda svetoval marsikateri ameriški vladi, pa ne samo on, tukaj je šlo za kršenje neke obljube. Ob padcu Berlinskega zidu seveda so Američani obljubili, da se NATO ne bo širil proti ruski meji. To je bilo, umišljena je bila tukaj Finska, pa seveda s tem tudi Ukrajina in tako naprej. In ko so dejansko na pobudo ameriških baz seveda, kršili to obljubo, se je začelo kuhati že takrat za Ukrajina. In tukaj je govora o Odesi in pa seveda tudi o Krimu in tako naprej, o teh obmorskih zgodbah, ki pa danes seveda v to zgodbo vlečejo tudi Turčijo, ki ima tudi svojo posebno vlogo, tudi v povezavi z velikim Izraelom in pa seveda za to krizo na Bližnjem vzhodu, kajti vemo, da tudi Američani tam koristijo vsake toliko in imajo svoje letalske baze, tako da kršiti obljubo, pa ni ravno diplomatsko, niti ne džentelmensko, ko gre seveda
o vprašanju vojaških baz, ne? Pa vemo, koliko časa so potrebovali, ne? Da je padel berlinski zid, recimo. Ne? Ja, jaz mislim, to je bilo, jaz bi dejansko to ukrajinsko-rusko vojno torej res smatram, da je bila nepotrebna, da je tukaj torej ne samo za širjenje, ki ste ga omenili proti ruskim mejam, ampak torej dejansko morate vedeti, da je Ukrajina začela spreminjati svojo ustavo in sicer v tej smeri, ki bi potem dopustila namestitev NATO-vih, kar je v bistvu ameriških raket na ruski meji. Torej, to je bilo nekaj podobnega so Sovjeti naredili. Spomnite se kubanske krize, ki se prej omenja za časa Kennedyja, ko so Sovjeti skušali na Kubi namestiti sovjetske rakete uperjene proti Amerike. In Amerika, seveda Kennedy je poslal ladje skoraj, da bi prišlo do 3. svetovne vojne. NATO je nekaj podobnega skušal narediti proti Rusiji, ki res da torej je daleč od svetovne velesile gospodarske, ampak na varnostnem področju je to. A veste, kaj je bila predpostavka tega? Predpostavka je bila, ki je bila napačna. Predpostavka je bila, da ko se bo NATO bi rekel, učvrstil na ruski meji, bo prvič Putin padel in drugič Rusija razpadla. Torej, to so nekatere predpostavke, torej NATO-vih strategov, ki so bile seveda napačne. Ne? Čim je, a veste, to je znano je, da čim je nek narod se počuti ogrožen, poglejte primer Irana. To so bili, dokler ni prišlo do napada ZDA na Iran, so ljudje sami hoteli vreči režim. Vendar, ko se pojavi neka tuja sila, ki na primer Irana, ko začne bombardirati Iran, se seveda ljudje strnejo okoli vodstva, pa če je še tako slabo, če je še tako diktatorsko. Ne? Imamo zdaj praktično v Iranu, imamo sedaj vladavino iranske revolucionarne garde, ki je pravzaprav še slabša kot vladavina prejšnjih ajatolahov. Ne? Vendar, in pravim, to je bila tudi tu napačna predpostavka, da bo prišlo do razpada Rusije, do padca Putina, je pa ravno obratno. Rusija se je nekako strnila okrog Putina in pač ta vojna se je potem začela. Ja, nedolgo sva govorila tudi o Venezueli, ne, in pa o njihovi nafti in ameriških apetitih po surovi nafti, da se še bolj nekako odlepijo od te arabske odvisnosti, kajti Američani so absolutno samozadostni z nafto, pa še s Kanado seveda imajo svoje sporazume, tako da tam je olja dovolj, ne, oziroma nafte, ne, v tistih koncih, ampak omenili ste veliko težav ameriške naftne industrije z ogromnimi investicijami stare opreme na teh srednjeameriških tleh, ne. Ja, tipičen primer je bila Venezuela, ko je Trump, dobro, on je tudi sedaj v primeru Irana je malce mislil, da se je ponovila venezuelska zgodba. Ne? In seveda tudi te, a veste, ko on sedaj grozi, torej dejansko je Iran glavni problem Bližnjega vzhoda in sedaj Trump, ko uporablja ta močan jezik proti Iranu, češ, zasedel bom cel Iran, če ne, bom zasedel vsaj otok Karg v Hormuški ožini. Verjetno ne bo. Trump, a veste, ima izkušnje iz prejšnjih vojn na Bližnjem vzhodu, da ko enkrat pošle v neko kritično državo pehoto, se potem stvari zakomplicirajo. Ja. Potem pride dolgotrajne vojne, ogromni škod in tudi glede na izkušnje, torej in Vietnam in seveda tudi vse kasnejše vojne na Bližnjem vzhodu, Američani so vedno proti vojni. Sedaj ima tudi Trump, bi rekel, ta problem, da je večina Američanov proti vojni v Iranu. V primeru Venezuele se je stvar, bi rekel, sorazmerno hitro odvila, torej prišlo je do bliskovitega posredovanja, vendar je potem Trump takoj prenesel oblast na neko pravzaprav podpredsednico tega zmešanega venezuelskega predsednika Madura, ki je obljubila torej neko sodelovanje z ZDA in dejansko so potem, torej mislim, da so nekatere ameriške družbe so bile ves čas prisotne v Venezueli, vendar sedaj mi je odprla trg in jaz torej nekaj podobnega skuša Trump doseči tudi v Iranu,
Je pa to torej pravzaprav največji problem, ker sedaj mu seveda tudi znotraj republikanske stranke, čeprav je treba nekaj vedeti, Trump ima zelo močno kontrolo nad republikansko stranko. A veste, naprimer, zdaj v ZDA potekajo primarne volitve, ko se postavljajo republikanski kandidati za volitve potem v kongres in senat. In tu Trump, torej, če kandidat ni usoglašen s Trumpom, nima šans, ni izvoljen. Torej vsi kandidati republikanski, ki so izvoljeni, sodelujejo s Trumpom. In pravzaprav zdaj se že pojavlja vprašanja, ne, kaj bo pravzaprav potem z republikansko stranko, ko bo Trump odšel. Ne? In Trumpovim naslednikom. Ne, in Trumpovim naslednikom, ne? Torej, ki bosta verjetno, torej tu se že kažeta, da bo Trumpov naslednik, torej njegov podpredsednik ali zunanji J.D. minister. Vance ali zunanji minister. Barron je še premlad. Barron je še premlad, ja. Ampak že ga ampak to ni to. Glede na to, da je naše gore list. Ne, ja, ampak to v Ameriki vse. To bi pa bilo, ne, zanimivo. Da je... Sam to ni. Se pravi, kandidata sta sedanji podpredsednik in zunanji minister in dejansko, torej, dobro, Trump bo moral predati nasled, čeprav glede na algoritem ameriške notranje politike je vedno dejstvo, da po republikanskem obdobju pridejo demokrati. To je pravilo, vedno se pravzaprav zamenja. Tako kot je pravilo, da naprimer v umestnih volitvah sedaj naprimer republikanci kontrolirajo in senat in predstavniški dom ameriškega kongresa, v umestnih volitvah lahko pričakujemo, da bodo vsaj en dom prevzeli demokrati. Pravite, me Trump je praznal 80 let, ne? 80 rojstni dan. 79. V 80. letu je. Ja, sedaj 80 let. Ja, dobro se drži, ampak to bi pa bilo zanimivo, ne? Po Melaniji v Beli hiši, recimo, da bi Barron Trump šel, seveda, kar očitno kaže te znake, ne? Da ta politična pot, kandidatura za, kot recimo eden najmlajših predsednikov po Kennedyju, recimo, glede na to, da je oče njegov zelo ambiciozen, ne, kar se tega tiče, ne, po teh spektaklih, šovih, ne, po teh zgodbah, ne, on špekulirava. To bi bilo preveč, prevelika kuhinja. Ne, o tem ni dvoma, da bosta, bi rekel, predsedniška kandidata republikanske stranke. No, pa se tudi Kennedy pa Bushi so bili, lahko rečemo, ne. Znotraj družine, ja. Kar družinskih... Ampak recimo, Barron potrebuje recimo saj še, ne, tu je potem drugi, Jared Kushner, Trumpov zet, ki ima Trumpova hčerka, ki je njegova svetovalka, torej oba sta njegova svetovalca, vendar brez honorarja, to moramo vedeti. Torej tukaj to si je Trump dovolil, da je, bi rekel, rekrutiral dva svetovalca iz svoje družine, vendar brez honorarja. Tako da, kar se Barrona tiče, recimo, čez 10-15 let, če ne bo šel v biznis, Trump je pravzaprav in tudi Barron, oba sta zelo poslovno usmerjena. Vprašanje, če ga bo politika še zanimala. Ja, takole počasi bova tudi midva zaključila tole na eno ameriško popotovanje ob 250. obletnici samostojnosti oziroma neodvisnosti. Kar dolgo časa je minilo, ne, odkar sta bila tukaj predsednik George W. Bush, ne, in pa seveda tudi Bill Clinton, potem pa dolgo nikogar, ne, praktično take veličine, zanimivo, ne, Bush Putin celo na Brdu, ne, srečanje. To so ogromne zgodbe, ne, za Slovenijo. Tako da, ko ste prej omenjali, ne, kako pomembna je ta diplomacija, ne, in kako pomembna recimo je Melanija v Beli hiši lahko za slovensko diplomacijo, za Slovenijo nasploh, ne. Vi imate tudi kar nekaj zgodbic, ne, kaj se je dogajalo takrat še, ne, Clinton in pa Drnovšek, pa potem... Ja, no, morda da zaključiva... Bush je bil v Sloveniji dvakrat, ne, celo, ne. S to zgodbico, mislim, da je vezana na Clintona in Drnovška. Torej, dejansko, ne, Slovenija, mislim, da je zdaj v zadnji razvrstitvi varnih držav je Slovenija na 5. mestu. Slovenija na 5. mestu, plus glede na to, da je sorazmerno, bi rekel, politično neutralna, izgleda, da je bila res taka točka, v katero so takšni imenitneži, kot ste jih omenili, hodili. No in tu je ena zanimiva anekdota, ko je Clinton prišel
na obisk. Torej, spomnim se, ko so mi na ameriški ambasadi pripovedovali, da ko sta prišla na obisk v ameriško ambasado, je govorila samo Hillary. Clinton je bolj poslušal, Hillary je imela glavno besedo, ampak potem je prišlo do zanimivega pogovora med Clintonom in tedanjim našim predsednikom Drnovškom. Clinton je rekel, no, morda bi pa obiskal tvojo hišo, da te obiščem na domu. Ne? To je navada, se veste, ameriških predsednikov, da povabijo tuje gostov v svojo rezidenco. No in so mu prinesli potem načrt Murgel, ne? Kjer je Drnovšek stanoval, ne? In je rekel Clinton, no, to bi bilo pa v redu, da te obiščemo, imaš kar lepo posestvo, vidim, 30 hiš, ne? Pa se je Drnovšek rekel, ne, rekel, veste, to so hiše od drugih ljudi, moja je samo ena od teh 30 ali 50 hiš, ki so tam, ne? In seveda, ko je Clinton to slišal, rekel je seveda, potem nikaj, ne, v takšno manjšo hišo, jasno, da mi ne moramo, je tudi varnostno, je to preveliko tveganje, ne, seveda, Clinton je to mislil, da je Drnovšek, bi rekel, na podobni, ne, a veste, v ameriški politiki ti ne moreš biti politik, če nimaš denarja, ne. V slovenski in evropski politiki to vseeno ni primerne, ali je to prednost, torej verjetno je, ne. Ja, zanimivo so te zgodbe. Tako da ja, boste spremljali tole proslavo, govorimo o Filadelfijo, recimo, pa tudi nogomet zdaj traja, kakšen spektakl se obeta. Vem pa, da so vsi precej na trnih, ne, tako da visoka, velika pričakovanja. Trump seveda je mojster spektakla, videli smo zdaj nedavno, ne, kaj je naredil z Freedom 250 z dogodkom, ne, teh borcev v ringu, kaj vse lahko on dovoli na svoji zelenici, bojda pa, da se tam gradi spektakl res epskih razsežnosti, tako da bomo o tem še poročali. No, ena stvar, ki smo jo pozabili omeniti, je, da Trump preureja Belo hišo tudi to, in gradi velik prizidek. Ja, v zvezi s tem proslavom so se seveda, zlasti na demokratski strani, so se pojavili očitki, da Trump skuša sebe postaviti v prvi plan. Ne. Mislim, da je šel tudi spominski kovanec s Trumpom, nek bankovec s Trumpom. Ja, zlato ima rad, to vemo. Vendar seveda... Je sodeloval je tudi z Rogaško, ki je naredila zanj posebno serijo kristalnih kozarcev in pa tega, ko je bil še poslovnež, ko še je bil malo daleč stran od politike. Tudi to je eno bilo zanimivo sodelovanje. Mislim, da ob otvoritvi nekega hotela, ampak govorim bolj na pamet zdaj. Ja, seveda, ampak on je pač sedanji predsednik ZDA in bo izkoristil, bi rekel, tudi te prilike, torej seveda v prvi vrsti za promocijo ZDA, ne, navzven, navznoter, kot smo rekli, in pa seveda tudi za svojo lastno promocijo. Ne. Ampak, ko sva začela, ne, da je Thomas Jefferson črpal, ne, v to demokracijo iz ustoličevanja slovenskih knezov, tukaj pa bi spet diplomacija lahko naredila kakšno lepo zgodbo, ne? V smislu povezovanja, simbolike, pa še melanja v Beli hiši. Absolutno. Tako nekako bi lahko spretno izkoriščali te velike metafore ali pa simbolike, ki so seveda zaznamovale avtorja, enega od soavtorjev, tistega, kar danes oziroma bodo kmalu praznovali Američani. Ja, torej jaz absolutno, torej kot pravim, kolega Kajzer predvidevam in sedanja vlada, mislim, da bo skušala stvari torej bistveno premakniti glede na zadnje dogajanje in tudi seveda glede Melanije, glede povezovanja za Belo hišo. Ja, ker je veliko simbolike tukaj, ne, nova vlada v Sloveniji, Trump z neko novo zgodbo o povezovanju seveda vseh teh etničnih skupin in pa narodnosti, ki živijo v Združenih državah Amerike, tako da ja, nekako se obračajo novi listi. Bodimo optimisti, bi rekli. Bodimo optimisti, tako. Naj se obrnejo pravi novi listi. Ja, tako, gospod profesor Ferfila, hvala za tole druženje. Verjamem, da bi lahko še marsikaj povedali o ZDA in pa o življenju tam, ampak morda v kakšni drugi priložnosti. Ob 300-letnici ZDA. Ob 300-letnici, ja. Tako da ja,
Takole, imam še pripravljeno zaključno misel, to je nekako moj običaj zdaj postal, potem pa še en kratek komentar. Ja, tako, spoštovane gledalke in poslušalci, prišli smo do konca naše današnje razprave, tako od starodavne Karantanje in njenih vplivov na Thomasa Jeffersona pri pisanju ameriške deklaracije neodvisnosti preko neverjetne statistike vseh teh vojn, ki seveda so jo tudi zakuhale ameriške zgodbe, pa tudi kdo drug ima prste vmes, ampak ne bomo o vojnah, ampak vseeno videli smo, da je globalna slika veliko bolj kompleksna in včasih precej bolj slovenska, kakor se nam zdi na prvi pogled. Tako da, profesor Bogomil Fulfira, še enkrat, Ferfila, hvala lepa in seveda hvala, ker ste bili z nami. Spremljate nas lahko tudi na družabnih omrežjih, na kanalih YouTube in pa Spotify, ter na družabnih omrežjih Facebook, X in pa TikTok ter Instagram. Tako da, hvala za ogled. Hvala za povabilo še enkrat.